Kristali. Kvantno mišljenje. Zdravljenje s polaganjem rok. Iskanje skritih ezoteričnih resnic izgubljenih civilizacij ali nezemljanov iz višjih dimenzij. Napovedovanje splošnega spiritualnega preobrata. Skupino tovrstnih medsebojno slabo povezanih prepričanj in praks, ki sodobnosti očitajo ozkoglednost in napovedujejo prihod nove dobe, ki bo spremenila naš način življenja in mišljenja, pogosto imenujemo New Age. Vendar pa se ob tem izrazu znajdemo v zadregi. Izraz New Age je namreč v veliki meri anahronizem. V ožjem smislu označuje popularno prepričanje iz druge polovice 20. stoletja, da bo zaradi konca astrološke dobe rib in pričetkom astrološke dobe vodnarja v kratkem prišlo do velikih sprememb. Doba vodnarja naj bi nastopila, ko bo sonce na spomladansko enakonočje prvič ušlo v znaku vodnarja. Pri napovedi datuma, kdaj se bo to dejansko dogodilo, je prihajalo do večjih nestrinjanj. Predvideni datumi nastopa nove dobe so segali od leta 1967 pa vse do leta 2376. Glede značaja velikih sprememb v prihajajoči dobi prav tako ni bilo konsenza. Nekateri avtori so napovedovali apokaliptično katastrofo, drugi veliko spremembo v naši zavesti, spet tretji napovedujejo kar drugi Kristusov prihod. Razprava o dobi vodnarja je v današnjih novodobniških prepričanjih že močno izpadla iz mode. Zadnje opaznejše pričakovanje velike kozmične spremembe je bilo povezano z ohlapno interpretacijo majevskega koledarja, ki naj bi napovedoval konec sveta za leto 2012. Kljub temu pa danes najdemo kopico drugih prepričanj, ki jih še zmerom označujemo z izrazom New Age. Najpogosteje niti ne gre za izdelane sisteme prepričanj, ampak za kombinacije raznovrstnih elementov, reinkarnacije, čakr, reikija, joge, neopoganstva, neošamanizma, zdravilnih kristalov, čarovništva, kvantnega mindseta. To je le nekaj izmed premnogih čudes, ki naj bi pripadali novodobništvu, a nimajo neposredne ali nujne povezave z milenializmom. Nizozemski religiolog Wouter Hanegraaff je zato poskusil opredeliti New Age v širšem smislu in prišel do naslednje zelo splošne definicije. Novodobniško gibanje je kultni milje, ki se je začelo zavedati sebe v poznih 70-ih kot konstituirajočega bolj ali manj enotno gibanje. Za vse manifestacije tega gibanja je značilna kritika prevladujoče zahodne miselnosti, izražena v terminih sekulariziranega ezotericizma. Definicija zahteva dodatno razlago. Izraz kultni milje je leta 1972 skoval sociolog Colin Campbell in označuje skupek stabilnih socialnih in kulturnih okoliščin, iz katerega se nato porajajo posamezni kulti in v katerega nato nazaj razpadejo. Kulti so po Campbellu inkluzivne in tolerantne skupnosti ljudi s podobnimi prepričanji. Zanje je značilno, da niso obstojni, po nastanku nekaj časa delujejo, nato pa hitro razpadejo, bodisi zaradi notranjih nesoglasij, bodisi zaradi pomanjkanja članov. Vsem je skupno tudi, da delujejo na robu družbe, oziroma da jih obstoječe družbene institucije razumejo kot heretične, deviantne ali psevdoznanstvene. Za začetek zanemarimo dejstvo, da tovrstno sociološko pojmovanje termina kult ne ustreza njegovim vsakdanjim konotacijam kot hermetično zaprte, zarotniške in skrivnostne skupine. Večjo težavo s Campbellovim pojmom najdemo predvsem v domnevni marginalnosti novodobniških skupnosti. Nepreštevna množstva bestsellerjev samopomoči, številni tečaji joge in meditacije ter nemalokrat celo pristaši med vplivnimi javnimi intelektualci
nakazujejo, da pri New Ageu ne gre za prepričanja družbenega roba. Ideja kultnega miljeja, ki namesto marginalnih diskurzov proizvaja kulturni mainstream, ki torej ne proizvaja kultov, je nenavadna, celo protislovna ideja. Campbellov opis je pravzaprav mnogo ustreznejši za predhodnike novodobništva, za ezoterične kulte, ki so cveteli v 19. in zgodnjem 20. stoletju, kot pa za novodobništvo poznega 20. stoletja. Teozofska šola, verjetno najmočnejše zgodnje ezoterično gibanje, je bila skupina zahodnih kolonialnih uradnikov in turistov v Indiji, ki je cvetela na obrobju zahodnjaškega navdušenja nad kulturami Orienta. Temelj njenih prepričanj je bilo verjetje v obstoj skrivne resnice o svetu in nas samih, ki so jo zahodne institucije ali nasilno prikrile ali enostavno izgubile v morju domnevno plitvega materializma. Edini način, ki človeku v breznu vulgarne modernosti omogoča odkriti resnico, je s pogledom k pozabljenim modrostim starih civilizacij, k vzhodnim religijam in pripovedim staroselcev. Prikrita resnica skoraj vedno govori o spiritualnem, nezemeljskem izvoru človeštva in o tem, kar bi lahko imenovali zgodovina v obliki črke U. Božanski predhodniki človeštva naj bi namreč vedno globlje zapadali v vulgarno materialnost in ustvarjali vedno manj duhovne civilizacije, ki so same doživljale nove katastrofe. Med temi mitičnimi družbami sta teozofe najbolj prevzeli zadnji dve: Atlantida, ki se prvič pojavi v Platonovih delih, in Lemurija, ki je sprva bila predpostavljena kot poskus znanstvene razlage pojavljanja istih vrst živih bitij na različnih koncih Indijskega oceana. Kot degenerirani naslednik teh višjih pradavnih družb naj bi se moderni človek nahajal na samem dnu zgodovine in na začetku duhovnega preobrata, ki ga je sredi 20. stoletja angleška teozofinja Alice Bailey poimenovala Nova doba. Ravno kakor je bilo iskanje ezoterične resnice na vzhodu močno povezano z britanskim kolonializmom v Indiji in drugih azijskih deželah, tako je bila spiritualna zgodovina ezoterikov večinoma le izraz rasnih mitov svojega časa. Po teozofih naj bi plemeniti potomci lemurijske in atlantidske civilizacije oblikovali novo arijsko raso, iz njihovih podlejših sorodnikov pa se naj bi razvile črna, rumena in židovska rasa. Tako imenovana antropozofska šola, ki je bila le osamosvojena nemška ločina teozofskega gibanja, je celo odprto sodelovala najprej v raznih nacionalističnih gibanjih, kasneje pa kolaborirala tudi z nacističnim režimom. Ezoterični kulti poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja so imeli razmeroma rigidne organizacije in sisteme prepričanj in so jih v skladu s tem pogosto pokopali frakcijski boji, nove ločine, ki so nastale na njihovem obrobju, in mesije, ki niso bile navdušene nad svojim vnaprej določenim mesijanskim poslanstvom. Za razliko od teh starejših kultov pa so se nova ezoterična gibanja, ki so nastajala v 60. in 70. letih, prilagodila novim tržnim modelom in so posledično prevzela manj strukturirano, mnogo bolj dinamično in heterogeno obliko. Nekateri raziskovalci celo govorijo o demokratizaciji novodobniških narativov, saj posameznik zdaj namesto pridružitve eni skupini prosto izbira različna posamezna prepričanja različnih avtorjev, ki jih lahko poljubno združuje v svoj zasebni svetovni nazor. Guruji, ki v tej novi inkluzivni obliki novodobništva prodajajo ekskluzivistična prepričanja, hitro postanejo sumljivi, saj njihovo izključevanje drugih nazorov preveč spominja na domnevno zatiranje ezoteričnih resnic strani institucionalnih sil materialističnega sveta. A bolj kot na demokratičnost sodobnega novodobništva je vredno opozoriti na njegovo tržno naravnanost.
Posameznik, ki se sooči z novodobništvom, na trg vstopi kot kupec, ki med pestrim naborom blaga izbere tiste izdelke, ki mu najbolj ustrezajo in so mu finančno dostopni. Pristaš novodobništva tako lahko obenem prebira bestsellerje Eckarta Tolleja, kupuje energetske kristale, obiskuje tečaje joge in meditacije ter trenira kvantni golf, ne da bi pri tem zapadel v kakršnokoli protislovje med svojimi prepričanji. Medtem guru na trg nasprotno stopa kot prodajalec, ki na vedno bolj zasičenem trgu tekmuje z drugimi prodajalci novodobniških izdelkov ali prepričanj. Verjetja sodobne ezoterike kljub pogosti izgubi vere v prihod nove dobe in kozmičnega duhovnega prevrata ohranjajo svoj spiritualizem, vendar pa je napram starejšim oblikam ezoterike izrazitejši obrat k duhovnemu življenju posameznika in apatični odnos do zunanje družbene realnosti. Prej omenjeni nemški guru Eckhart Tolle zapiše, da je bolečina, ki jo ustvarjamo, vedno neka oblika nesprejemanja in nezavednega odpora proti temu, kar je. Bolečina, trpljenje, veselje in sreča so navsezadnje lastnosti zavesti in tako nedosegljivi z orodji sodobne politike, tehnike ali znanosti. Pot do sreče zato zahteva spremembo našega mišljenja o svojem stanju in ne intervencije v zunanjo realnost. Novodobnik ima potemtakem le dve možnosti. Po eni strani lahko verjame, da na zunanje okoliščine pravzaprav nima nobenega vpliva, a s spremembo mišljenja lahko vpliva na svoje trpljenje. Po drugi strani pa lahko verjame, da s spremembo mišljenja neposredno vpliva na zunanjost in tako lahko spremeni svojo materialno situacijo, na primer pozdravi svojega raka. Obe verziji imata zoprno posledico. Odgovornost za posameznikovo trpljenje ali dobrobit sloni samo na posamezniku, ne na družbi, v kateri biva. Tako kot smo pri starejših ezoteričnih tradicijah ugotavljali nenavadno podobnost med njihovo spiritualno mitologijo in v širši družbi prisotnimi rasnimi miti, tako lahko tudi pri sodobnemu novodobništvu opazimo sumljivo podobnost s širše prisotno neoliberalno ideologijo. Nemški sociolog Patrick Schreiner ugotavlja, da je za oba družbena fenomena značilno prepričanje v brezalternativnost in brezobzirni gon po samodiscipliniranju in samooptimiziranju. V primeru novodobništva to prepričanje in ta gon nastopata v obliki izboljševanja duha in mišljenja s pomočjo joge in meditacije, v standardni neoliberalni ideologiji pa v obliki izboljševanja posameznikovih kompetenc z vseživljenjskim učenjem in fitnessom. Torej, kljub temu, da se novodobništvo predstavlja kot kritika zahodne materialistične kulture, sredstva njene kritike vseeno izhajajo in nosijo pečat miljeja, ki ga kritizirajo. Zato novodobništvo v prvi vrsti ne nastopa kot kategorična zavrnitev, temveč kot alternativna formulacija vladajoče neoliberalne ideologije. Je neoliberalna ideologija zavita v religiozni kič. Med prepričanjem, da bo posameznik z močjo pozitivnega mišljenja premagal raka in prepričanjem, da bo le s trdim delom nekoč ustvaril svoje podjetje in z njim obogatel, morda ni tako velike razlike, kot se zdi na prvi pogled.